Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, tokratni oddaji, ko ste lahko že uvodoma slišali, smo pri glasbeniku iz Kisovca, Francu Tomažiču. Dobar dan. Dobar dan. Zdaj, jaz sem rekel, da smo pri glasbeniku, o glasbi bova še govorila, ampak gospod Franc, vi imate precej zanimivo zgodovino. Pa greva najprej čisto na začetku k vašemu očetu, ki je Slovenec, mama pa je Nizozemka. Ampak najprej o očetu, par besed. Ja, ata, ko je bil star 17 let, rodil se v zelo revni družini, je z bratrancem sta šla na Nizozemsko. Iz kje? Iz Maribora. Kako sta prišla do Maribora, pa ne vem, ampak v glavni iz Maribora, tako, da so še cariniki so rekli, da on gre lahko, ata pa ne sme. Katerega leta je bilo to? To je bilo, mislim, tam 27. leta. Kje pa so takrat živeli? Kje so takrat živeli, preden so odšli? Na Dolenjskem, Goriška vas pri Škocjanov. Kmečka družina? Kmečka družina. Revšna je bila, veliko otrok, tako da tam ni imel bodočnosti in je mogel jeti. In sta z bratrancem šla in sta prišla do Maribora, pasov še sta imela sam, pa carinik tam prav, ti greš lahko, je rekel, ti pa ne smeš, ki je še mladoleten. In potem ga eden pokliče, tistega carinika, tist pasov še dal ovladec tam not, in pa ona dva tam čakata, je rekel, Jože je rekel, bratranc od njega, je rekel, zdaj pa peva, je rekel, pa je vzel tist pasov, še je rekel, bežva hit na vlak, da bo še odpelo, je rekel, bo še zamdila, in sta šla, in sta srečno prišla na Nizozemsko, tam je delo, pa ne vem tukaj. Kakšno delo pa? V rudnik, v glavno je delo v rudniku, v jam. In tam na Nizozemskem, v katerem kraju, je pa spoznal tudi potem? To je bilo Kerkrade, tam je spoznal mamo, ki je bila Nemka, je tudi tam, to je čisto blizu bilo, ampak iz Nemčije je hodila tam, kaj se nekaj služb delati. Torej mama je Nemka, ne Nizozemka. Nemka, ja. In je sam hodila je pa tudi v nizozemske šole. Tudi v šolo. Tako da je znala nemški in holandski. Ampak ta holandski jezik ji ni bil najbolj pri srcu. Ja, govorili so ga, tako, kjer ga ne zna, samo da dopade. In tam ste se potem spoznala in kar nekaj fantov in deklet se je rodilo, Ja, na prvo se je rodil brat Jože, potem še ena sestra, Hilda, potem še ena sestra, Helena, ki je tukaj na Lokah, potem jaz. No, potem je bilo tako, da smo postali nezaželjen, ker mama je takoj postala Slovenka, ko se je poročila Slovencem. A tako je bilo to na Nizozemskem? Ja, tako je bilo na Nizozemskem. Prišli so pa Nemci, druga svetovna vojna? Ja, so prišli Nemci in to je bila okupacija in so nas, vse tujce so začeli grdo gledati. In so rekli, ja, morate jeti. In smo šli, se je bilo sam 10 km stran, v Basweiler. In tam smo takoj stanovanje dobili tudi, pa ata delo, pa je pa tudi igral harmoniko tam, mislim, tam se že jaz malo spomnim, kako je bilo. In je bilo super tam, A delo je pa v rudniku? Ja, v jami je delo. Težka jama? Ja, tam so bile bolj težke jame kot tukaj. Kaj to pomeni? Globje? Bolj globoke so bile, več plina, pa silicijev prah je bil. Tam je bil silicijev prah, čeprav ni bil silicijev jam, tako,
ampak kot požarno sredstvo je bil. Ne? In so imeli take ovire, so imeli, da če je bila eksplozija metana, je tista kišta se je prebrla, pa se je cela jama se je zakadila. Ne? Tako da se je požar pogasil. Ne? Sam to je pljuča je udarilo to. Ne? No, ampak potem 48. leta, zdaj koliko se vi sploh spomnite vojne? Bolj malo verjetno, ne? Vojna pravzaprav skoraj nič. Se pa spomnite potem, ko so vas začeli novačiti, da se vrnete nazaj v Slovenijo? Ja, še to sem mislil reči. Če bi pa na Nizozemsko ostali tam, prav v tisto zaklonišče, ki smo mi bili, je granata padla. Tako da sestra je šla enkrat kjer pogledat, so pa ti sosedi tako rekli to. Vas pa ne bi več bilo, ne? No, ja, potem je bilo pa tam 47, 48 leta so nas pa začeli pa snupiti, da bi v Slovenijo nazaj šli. Pa ata je bil pred za to, mama pa, ja, kaj boš pa tam dela, kaj bomo pa tam, tukaj imamo stanovanje pa vse. Ja, pa pojmo, pa so pa filme kazali, Gorensko, kako so otroci tam mlek pil, pa tako, ne. Kako je fajn. Kako je fajn, to poglej, rekel, ne, kako je to lepo, ne. Pa ste vedeli takrat, da je tu komunizem? Vedel se je, ne, sam mislim, s politiko se nismo obadali nikoli. Ne, ata je skozi delal v jam, ne. No in ste prišli, ne? Kako? Z vlakom? Z vlakom smo prišli, vas pohištvo, čisto vse smo vzeli, omare, potem šporhet, pa težk, ne, ampak so vse naložili. Celotna družina, vsi otroci? Celotna družina, ja. S tem, da niste znali otroci slovensko, ne? Mama pa tudi ne, ne? Mama pa tudi ne, tako da otroci, dober, vse so bili drug otroci tudi, ne, pa nas je bilo tukaj, da smo se pogovarjali. Mama pa v začetku je bilo malo težje, sam pol je bilo pa tukaj družin, enih 20 takih, ne, so vsi znali nemško, pa slovensko, pa tako, ne, to je bilo tam, ne. Ata je harmonike igral, vsak večer se je plesal, ne. No, greva še malce nazaj. Ko ste prišli v Slovenijo, ste prišli v Kisovec? Ja, na prvi 10 dni smo Barvar, eno sobo, tista ta velika, tam je bilo to robno, no, to je bilo, mama je sam jokala tam, ne. No, potem smo se pa preselili v tisto novo stanovanje tam, ne. Barakarska naselja. Ja, ampak to je bilo tako lepo, to je tukaj dišal, tisti frišen les pa to, ne. To je nasproti Mercatorja, ne? Ja. Tisti del, ob Mediji. Ja, tam, ja. In tam lesene? Lesene, ja. To je bilo pa v vsakem, to so bile barake, v vsaki barak sta bila 2 velika, trosobna stanovanja, pa še 4 take enosobne, ne. Lepo je bilo to narejeno, ne. In teh barak je bilo, se zdi, 6-7, ne. In od tam ste vi potem hodili malce čez Medijo na Lokevo šolo? Ja, tam sem že v šolo. Ne, pravzaprav, da prvo sem Loške šole še ni bilo. Še ni bilo takrat? Ne, da prvo sem hodil v Topliško, 1. razred, tam, ne. No, tiste je bilo bolj tako, ne, tam nisem jaz zastopil, učitelji me tudi niso zastopili, ne. Sam je bil en Pečnik, učitelj je bil zelo prijazen, pa tako, ne. Ampak, no, potem sem pa na Loke šel drug let, je bila šola že, tam sem bil pa pred odličnak, pa tako, ne, tiste je bilo bolj, ne. Kako se pa rekli takrat šoli na Lokah? Rožančeva, neko drugače, ne? Ne, to pa ne vem. Ja, osnovna šola Loke, ne. Oče se pa zaposlil v rudniku, ker njega so vabili, ne, da bo tu, ne vem, šef, kako? Ja, da bo bolj mentor, klepa kazal, kako je treba delati, ne. Samo v resnici je bilo pa tako, da je večina igral.
harmonike. V Rudniki je delal pa igral, dajte malo razložiti. Bil v Rudniku. Kako je bilo to? Ne. Ja, popoldan je šel v jamo, bi mogel našihtjati, ne. Pol treh je že prišel, ja, moram harmoniko vzeti, je rekel, in je igral. Mislim, v kopalnici so imeli mikrofon, na Čebinovi skali so imeli zvočnik, ne, in je ena gospa je govorila, se jaz nisem zastopal točno, kaj govori, ne, ampak je ona govorila, mora biti 5 minut, pa je pa Ata ena zaigral spet, ne, pa je spet govorila, pa je spet zaigral ena, ne, tako je tako. In je bil šiht, ne? Ja, no, vmes je pa malo delo, ne. In Ata je igral na frajtonarcu? Na frajtonarcu, ja. To je bolj dolenjsko območje, ne? Ja, znano. ne, on je v glavnem se naučil, vse so bili dol tudi muzikaniš na Dolenjsk, ampak on se je naučil v Holandiji tudi. Kako V Holandiji se je to učil, je njegov bratranc od Ata je bil poklicni muzikant tam. Aha. Ne, in je tudi nekaj medalje imel, ne, tako da je tak prvak je bil. Ne. Aha. Ne, in se je od njega tudi veliko naučil. In jaz sem poznal tiste koračnice, pa vse tiste. Ne, to je mislim, je znal igrati. Dobar, ne. Kako so vas pa sprijeli vrstniki v Kisovcu, ne nazadnje slovensko, niste še znali? Kako je bilo to? Kako bi rekel, 100% dobar ni bilo, ne? Ampak večina so nas pa sprijeli. Ne? Čeprav druge, tako smo gledali, en so bili sploh tako osovražen bolj. Ne? Sploh nemško, ne? Ja, ampak k nam so pa tudi rad hodili, ker je Ata igral, pa to je bila, vsak večer je bila žurka. Ne? A to še tam v barakah? Ja, tam, ja. Potem ste se pa, kdaj, 53. ste se ja, preselili? 53. leta smo se selili tukaj, na Loke 11, v blok. Štajgarski blok, smo Štajgarski rekli. blok je bil, ja. Čeprav Ata ni bil Štajgar, ne? Ja, Ampak... ja, smo imeli tako privilegijo, da smo dobili. In se celo štrajkali, da smo mi dobili ta blok, ta stanovanje. Ne? A res da? Aha. In prav ta stanovanje, to ste vi že zdaj potem koliko, 70 let? Ja. Vi ste ostali v tem stanovanju? Ja. Jaz sem zdaj najdalje, ne? No pa Helena Koprivškova, ne, soseda, ne? Aha, ja. Zdaj, kako je šlo pa pri vas potem šolanje? Je bilo takrat že 8 letka, a je bilo manj razredov? No, jaz sem osnovno šolo na Lokah naredil, 4 let. Potem sem šel v nižjo gimnazijo, v Zagorju, ne, tam, ampak tam sem bil že pol malo prestar, tako da sem pol ven šel, pa sem šel pa v poklicno šolo. Ne. Za električarja? Za električarja sem šel. Ja, pol sem pa iz vojske prišel, da sem se pa zaposlil na ETI. Ampak vmes ste še, daj ste pa tehnično naredili, elektrotehnično? Ja, pol je, dopisno sem delal. A, dopisno? Dopisno, ja. Ko ste bliže na ETI? Ja, ko sem bil na ETI. Kako pa to, da ste šli na ETI, ker najprej ste delali na elektro, ne? Ja, to je bilo čist, tak, no, se še zdaj spomnim, ne. Sem bil Šterna, Emil je bil, smo bili prijatelji, pa Skubica ostane, pa jaz, ko sem prišel iz vojske, ne, gremo malo nekam nekaj spit, pa smo šli v Kum. Ne, pa tam sediva, tam, ne, pa se ona dva začne, tako sta že prej delala na ETI, ne, nista služila vojsko, ne, ona dva. Skubic mislim, da je, ali ne, no to pa točno ne vem. Potem se začnete nekaj pogovarjati, jaz pa vmes pa tako upadam, takole, ne, ti izolatorje, pa vse to, pa varovalke, takole, pa to, pa Štern malo pogleda, prav, ja, ti pa te materijale, to vse poznaš, ne. Jaz sem rekel, poznam, vse sem štromar, ne. Pa me pa še malo sprašal tam, ne, kakve varovalke imamo, pa to, je rekel, to mi vse delamo tam gor, ja, kva pa če bi se ti zaposlil na ETI, ne. Jaz sem rekel, ni problema, ne.
Ne? In ste dali prošnjo? In sem dal prošnjo. Takrat je bil Kojnik direktor? Kojnik je bil direktor, Kojnik je bil predza, da jaz pridem. Ne? Pa sploh, ki je slišal, da sem muzikant, ker je bil tak muzikantarski bil tudi. Ne? Malo težav je bilo pa s Filipičem, s sekretarjem. Ne? Ja, je rekel, pa tako, mi imamo že enega drugega, klek je tudi mečkrat bližji doma, pa tako, ne. Ne? Pa so pa to uredili, da sem jaz dobil, ne. In pol ste vi šli čez različne direktorje, Marjana Manfredeta, potem, ne, Staneta Gošteta, Jožeta Smrkolja, in tam ste se tudi potem upokojili, ne? Ja, ja. In zdaj, če bi tako ocenili, so bili vsi v redu direktorji? V redu so bili, ja. Vsi so bili nekako napredni. Ne? Tudi vi, ne? Tudi jaz, ja. Še zdaj, ne, ste na računalniku kar doma? Ja, jaz sem delal kot tehnolog. To so bili tisti časi, ko smo vse mogli, vsak avtomat, vse smo mogli sami narediti. Ne? Pa nisi mogel nič dobiti, ni tako kot zdaj. Zdaj sam nek avtomat naročiš, ne? Milijon daš, pa dobiš, ne? Ti pripeljejo, ne? Takrat pa ni bilo. Tudi domač cajk, tudi žlice pa vilce smo uporabljali, pa vse tako, ne? Čez kaj delo, ne? No, in bilo tako, par inovacij je bilo tudi, pa tako, ne? In vam ni nikoli žal, da ste bili na Etiju? Ne. Še zdaj greste kdaj? Če kak, Nažalost ne. Ne grem. Ko sem zaključil, sem rekel, jaz sem zaključil. Ne grem več nazaj, ne? In res nisem šel nazaj. Ker nisem mi dopadli, ko so bivši, recimo, ti sodelavci so prišli, pa so se skoraj cel šiht so se tam naslajnali tam, ne? Pa kako takole, pa kaj, pa tako so hoteli delati, ne? On so se pa naslajnali tam, ne? Sem rekel, tole pa jaz ne bom delal, ne? In ste se rej doma naslajnali? No, se tako vem, mislim, sem na tekočem, kako je, ne? Ampak ne, da bi pa kje hodil, pa se naslajnal kot. To pa ne. Ja, to pa ne. No, kdaj ste pa spoznali svojo ženo Gelco? Ja, to je bilo pa 67 leta, tam 66, mora biti 65 leta, da sva se spoznala. Ona je tudi delala na ETI. Zagorjanka? Zagorjanka, ja. Luštna je bila, ne. Iskrice so poskočile? Ja. Poli, ko sva se pa glih poročila, so pa prišli, ko smo prej igrali tukaj, ki so s Celestino, tam Zdravko, tam pa Dolfi je bil. In ona dva sta šla v Nemčijo, ne, pa sta pa hodila vsak mesec, sta bila tukaj, ne. Pa 5 v Nemčijo, bomo sami igrali, bomo tam, pa boš fajn zaslužil, pa to, ne. To je cel let je hodil, ne. Pa niste šli? Ne, nisem šel, ne. Ste se raje poročili, ne? Ja. In potem... Sem imel hčerko že tukaj, ne. Starejšo hčerko, ne? Ja, 2 hčerki imate, ne? Ja. Obe sta seveda poročeni. Ja. Mislim, da na Izlakah obe živite, ne? Obe, ja. Pri Arhih in Cestnikih, ne? Ja. Če se ne motim, ja. Ja. Imate pa tudi že 3 vnuke. Ja. Že kar nečist mlade, ne? Ja, so že malo več, ne. Mora biti, bo že kaj naraščaja, ne, pa, ja. Žena je sicer še živa, ampak je kar tako neprijetno bolezen dobila redko. Ja, eno redko bolezen, ne, in je v domu, ne. Obiščem jo vsak dan, pa tako, ne. Niste pa mogli več skrbeti? Rada posluša, imam glasbo posneto na telefon tudi, pa jo predvajam, ne, in je kar nekako blažena, ne, ko to posluša, ne. Ona je sploh rada poslušala, če sem jaz igral.
No, vi ste se ves čas ukvarjali z glasbo, ne? Vas je oče potem to nekako spodbudil, da ste bili glasbenik? Ja, oče me je, ampak po svoji liniji. Ne? Jaz, ko sem bil star, 10 let sem že z očetom hodil veselice igrati. Tudi na gitaro, na gitaro. Ne? In, to je bil en bobnar, pa jaz gitaro, pa ata je harmonike igral. Ne? In to so bile veselice na izlakah, na lokah, v Kolovrat, pa posod sem bile. Ne? To je bil glavni muzikant takrat. Ne? No, poli sporedno, pa malo pozneje sem pa jaz začel z ansamblom. Igrati Avsenikove, pa to napredno muziko, malo drugače. In to je ni štimal. In rekel, pa Peter, izmenuj, on je bil pa sam. Kaj ste pa takrat igrali? Kitaro najprej? Ne, pa sem pa, resno kitaro igral, pa sem pa na harmoniko začel. Ampak ne frajtonarco? Ne, kromatično harmoniko. To je kot klavirska, ampak ima gumbe, ne? Ima gumbe, ja. Zdaj, razlika med to vašo pa med klavirsko? Ni. Mislim, edino to, da so gumbe, gumbi tukaj. Mislim, meni se zdi težje igrati. Ni težje. Ne, po svoje je malo lažje, ker je malo bližje vse. Oktava je malo bližje, tukaj na klavirski pa malo, boš pa bolj prsta raztekniti, sam ni problem. A ste kje v šolo hodili glasbeno? Ja. Tako da ste note? Prvo sem hodil za kitaro, za harmoniko? Kitaro mi je Groboško, Milan me je učil, ja. No, pa sem pa za harmoniko sem pa že v glasbeno hodil tudi. Pa sem se pa še čelo učil, tudi sam čelo. Ni bilo časa. Zdaj pa še synthesizer, klaviatura. Ja, tisti je pa tako. To pa kar gre, ne? Ja, to je pa sporedno. In pojete? To pa že narekuje. Posluh pa tudi imate, pojete? Ja. Zdaj? Nisem pevc, se je rekel zdaj, da moram pa tudi kjerov zapet. Back vokal, ne? Ja, nisem. Čeprav nisem pevc, tako da nisem pev. Katere glasbene skupine ste pa dali skozi? Ja, na prvo s tem Rafko tam, Celestina tam smo bili, smo rekli 5K, no potem je Prosenc Pavle prišel tudi, potem smo bili pa Riko Božičo, no, smo tako igrali, no pol smo pa nekako ime vzeli od enega drugega ansambla, ki je razpadel, Revirčani. Čeprav so bili že to en Dixieland ansambl, sam so tako nekaj časa delali, pa Kudar je bil, pa smo pa mi ta ime vzeli, pa smo bili pa skozi Revirčani. Skozi Revirčani, ne? Ja. Zdaj, kdo pa ste bili v tej zasedbi? Vi ste bili na harmoniki? Ja, jaz harmoniko, potem začetka Riko Božič, klarinet, Pavle Prosenc, trobenta. Zdaj Pavle je že pokojni, ne? Ja, vsi pokojni. Potem Lojze Roglič. Lojze Roglič je tudi bobne igral. Tudi pokojni. Pa še več kitaristov je bilo, pa pevcev, pa Viski je bil, Viki Lebar. Tudi pokojni, ne? Tudi vsi so pokojni, ne? Samo vi ste še iz te zasedbe. Ja. In zdaj takrat ste vi kar nastopali tudi na radijih, ne? A je ostalo kaj teh posnetkov? Mi smo v Ptuju smo 3-krat nastopali, enkrat smo dobili Orfeja, to je bila najvišja nagrada. Ptujski festival. Ptujski festival, tisti Orfej je zdaj, cajt je bil v godben dom, zdaj je pa v glasbeni šoli. Novi glasbeni šol je tisti. Točno tam piše, kje smo bili. Za svojo lastno skladbo? Ja. Kdo pa vam je pisal? Takrat je to, mislim, da je Pavle Prosenc je to napisal. Potem je pisal neki Kudar, je tudi delal pri nas, pa Kojnik, to so bili sam dobar muzikanti, res. Lipičnik je kje za vas delal? Ja, Lipičnika smo pa prej igrali.
ta prvi ansambel. Aha, Še prej, ne, sem pozabil še povedati. pred tem. S Franci tam Lepičenkam, ne, pa en Kirbež je bil klarinet igral, pa to ne. Zdaj takrat dejal sem, ne, da ste tudi kdaj na radiju nastopali, ne, pa so se ohranili ti posnetki? Bolj švah, ne. Bolj švah. Tako da sem jaz, se ni bilo, mislim, to je taka glasba, ne, tudi starejša, bolj pleharska, tako ne. Sem pa jaz to vse dal na YouTube, tako da je ohranjeno. To, a ste vi te posnetke dali pod Revirčani? Ja. Zdaj, kje pa ste igrali največ? Na veselicah? Ne vem, na teh, včasih je bilo veliko veselic, veliko je bilo teh praznovanj. Za 8. marec, za kulturni praznik, za pusta. Ja, je bilo, res je bilo. To je bilo Martinovo, je bilo za dan žena, je bilo nov let, je bil pa še pol vmes. Dan republike pa tako. V teh v dvoranah, v Kisovcu? V glavnem, ja, posod v Kisovcu, v dvoran smo veliko nastopali. Pa polet so bile veselice, to je bilo non-stop, vsako soboto ali pa nedeljo tudi. Ne. V jesen smo pa nastopali pa v Delavski dom, ko so bili občini zbori. In teh je bilo tukaj, da smo takle kup pogodb imeli v jesen že, ne. In to so bile sobote, nedelje, samo da so dobili. Ne. Vsak podjetje je imel svoj občini zbor. Ne. Ste imeli kakšno ploščo ali pa kakšno kaseto posneto? Ja, ampak se imam tukaj, ne, ampak so plošče tiste ta velike, ne, ki jih tudi noben skoraj ne more več predvajati. Ne. Jaz imam še tak radio, ne, da ima gramofon tudi, in sem to presnil potem in dal na YouTube. Ja, digitaliziral sem. Ne. Se bi dalo takrat živeti od glasbe? Zdaj vsi ste bili zaposleni. Vem, da Lojz je bil v varnosti zaposlen, vi na Etiju. Veš, to je bilo v socializmu, ne, veliko je bilo, recimo za dan žena, pa vse to, tudi računali nismo, ne. Ne, to je bilo, ja, pa to ne smeš, pa to ne. Čeprav Roglič Lojz je bil dober komercialist, pa Kojnik tudi, da se fajn znal prodajati, ne. Sam ni bilo pa, ne vem, kako zaslužk, ne. Za kak pribojšek? Ampak, ja. A ste kaj, ste se to je vse inflacija polozila, ne. Ste se tudi, ja, seveda, ste se tudi kaj izven teh nastopov družili? Kje ste imeli vaje? Vaje smo imeli povsod. Nekaj časa v glasbeni šoli, potem v Delavskem domu, potem še prej v Kisovcu, v Svobod, v knjižnic tam, ki je tista. Ki je bila nekaj časa tudi knjižnica. Ja, ki je bila knjižnica. Tam nasproti sta. Tam not smo vadili prej. Ne. In tam je bilo tukaj not, ko smo mi igrali, tudi punce, pobi so prišli nas poslušati, to je bilo enih 50, pa je pa hišnik nas von trajbu, ja pa nehajte prav, to se bo podrl, to je štud spodn tukaj, ne. Ne, se je bal, da se bo podrl tist, ne. Pa se ni, ne? Ja, ni. Koliko časa ste pa potem igrali pri tej zasedbi Revirčani? Do razpada? Kako je bilo? Ja, tam nekako 80. leta. Je bil zaključek? Je to bilo tako, Revirčani nismo več. To je bilo eno tako obdobje, ko se je tudi tam je na 85, ni bilo več špilanja. Spremenili so, da morajo, tudi veselic ni bilo več tukaj. Zmedili so se, da na veselicah nas smejo čevape peči, pa to, da morajo imeti svojega mesarja. Ja, zakaj bomo pa delali, so rekli gasilci, ne? Da bomo delali sam za ene druge, ne? In ni bilo več tukaj špilajna. No, poli sem jaz začel naporu s Prosencem, sva sama igrala. Ne? To je bilo kar veliko, par mački sva igrala, pa to je prišel 3-krat na teden, kar služba. Pa imam 3 avtobuse, no pridta, morata priti ob 11, morata biti tukaj, ne. In sva šla, ne. Ja. Takrat ni bilo problemno, ne.
tako je bilo, ne. In no, potem so še z Barvarjem tudi, ne, s Franci tam smo tudi sama igrala, tudi precej takole. No, potem sva pa z Barvarjem skupaj začela pri Niku Zajci, ne. On je pel, bil pevc, jaz sem pa igral zabavne. Sam zabavne sem že igral. On je imel svojo muziko in jaz drugega, recimo tam, kjer je on igral, tisto svojo, ne. Tudi večkrat nisem smel ne dodati ali pa kaj vzeti, ne. Bil tukaj ljubosumen, ne. A njega srad. Ja, ja. In no, pa je pa umrl Niko Zajc, ne. Pa sem pa spet začela sama z Barvarjem, ne. Tako da bo še kar špila, ne. Zdaj, če smo še mečken pri Revirčanih, ta pesem Bela snežinka, ne, ste vi, ne, začeli? Ja, ja, to je bila naša aviza, ne. To je bila ena pesem, ki so jo, ampak drugače, ne tako, ne. To so bili tam 52 leta in Optimisti, ljubljanski Optimisti, en ansambl, tak zbor je bil, ne. In so peli to, ne. Bela snežinka pa tako, ne, ampak so lepo to zapeli, mi smo pa čist drugače, tako, melodično začeli to, ne. In je bila pol, nekaj časa je bila naša aviza, čeprav naša aviza je bila pol Revirčani, ne. In smo jo hoteli posneti v Ljubljani, pa je rekel Tozon, je pa Kekca pel. Aha. Kekca je pel takrat. V filmu. Aha. Pa je rekel, vse je dobra pesem, je rekel, sam to ne bomo posneli, je rekel, je preveč podobna Kekčevi, ne, čeprav ni, ne. Ni, ne. Ni, ne, sam bi hotel posneti, ne. No, pa so jo pa drug posnel, ne, Veter je posnel. Veter, toliko let kasneje. Ja. Takrat je bilo kar veliko ansamblov, jaz se spomnim Zagorjanov tudi, potem so Ja, prišli Zasavci. v glavnem smo pa mi bili pa Zagorjani, ne. Aha. Potem kasneje so bili pa Črni bliski, Akvamarini. Ja, to so bili pozneje tako, ne. Kaj pa Bardorferji? Niso bili tukaj, pa Bardorferji so bili pa tako, ne, on je bil v Švici pa, ne. Izgnan na nek način, ne? Nekuk izgnan, nekaj je bila ena afera, pa kaj se pa je bilo, ne. Ja. Je pa kar nekaj glasbenikov tudi iz Kisovca, ne? Ja. Zdaj Grobojški, ne? Steban ni iz Kisovca, ampak je tudi harmoniko igral, ne? Ja. Ajtiči tudi. Ja. Veliko je bilo dobrih muzikantov, ne. Ja. Vi še tudi zdaj, ne, vzamete kaj v roke, ne? Ja, delam na tem, ne. Ja. Čeprav sem zdaj vse nov kupil, mislim, ta boljši synthesizer, pa vse, pa zvočnike, pa vse to, ker včasih ni bilo gnarja za to, ne. To je bilo tukaj drago, ne, pa ni bilo gnarja, ne. Zdaj se pa da? Zdaj se pa da to, ne. Harmonika je pa isto ostala? Harmonika je pa isto ostala, sam se je dolžen parkrat predelati, ko je zdaj ta najboljša, ne. A res? Ta stara, ne. Znate pa tudi na ono drugo s tipkami igrati, klavirsko? Ja, večkrat bi znal, ne, sam tako, ne. Ne, to je treba imeti rutino, ne. Sami pa veliko poslušate glasbo? Kar veliko, ja. Kar veliko. Imate kakšen ansambl zdaj? Prej se mi je zdelo, da Avseniku so vam bili všeč, ne? Včasih. So bili najboljši? Ja, seveda, ne. Mi smo v glavnem pri ansambli smo igrali 90% Avsenikove, ne, kar je bilo domačih. Potem, sam problem, tukaj ni bil problem. Tukaj Zagorjani, pa tako, pa v Ljubljani smo igrali, v Pivnici pa tako, ni bilo problem to, ne. Smo šli pa na Dolenjsk, ne, so pa rekli, pa dajte eno našo, ne. Mislila, če je domačo ali kaj, pa Avsenikovo spet zaigramo. Pa ne to, ampak domačo. Slakovo. Tisto našo, Slakovo, ne, pa tiste Dolenjske, ne. Tisti je bilo mal problem. Ampak sreč tam nismo tukaj veliko igrali, ne. Kje pa ste igrali Zagorjani oziroma Revirčani? Tudi izven Slovenije?
Bolj malo. Ne. Je bilo dosti v Sloveniji, ne? Je bilo dosti. Že preveč. Ne? Kaj pa žene? So šle zraven na te veselice? Pa... Žene so pa uživale. Ne? Mi smo šli na morje igrati v Rovin, nas je bilo 35. Ne? Pol jedilnice je bila tista tam v železničarskem domu, ne? Je bilo rezerviran za nas, muzikante, ne? Nas je bilo 35. Ne? In tam je bilo super, ne? Pa smo pa igrali vsak večer, tam 3 ure, pol je nas z barko smo nas, po noč smo okoli vozili, pa tam to je bilo super, ne? Je bilo fajn, ne? Ja, ja. Zdaj na teh veselicah se spomnim jaz, da so eno rundo bolj narodno zabavno, drugo rundo bolj zabavno. Kako je bilo pa pri vas to? Mi smo oboje igrali, ne? To je bilo tisto, ne? Kar vmes, ja, oboje. Ja, ja. Katere ste pa od teh zabavne največ igrali? Vse, ja, mislim, nekaj naših je bilo, ne? Čeprav ne tako veliko, ne? Ampak drugače smo pa vse čakali, festival Split, pa vse to, ne? Aha. Od Dragojeviča, od Miša Kovača, pa vse to, ne? To je bilo, to smo vse igrali, ne? Se je bilo to težko naučiti, ste dobili note? Ja, ne, to je bila glasba naše mladosti, ne? Ne? Ste dolgo vadili, da ste eno pesem usvojili, ne? Sploh ne. To je bilo kar na hitro. Sploh ne, ne. Eden je besedil napisal, tukaj smo poslušali, nek je besedil, ja, pa ima še enkrat odkule, ja, to bo tako, ta dur, mislim, intonacija, pa to, je v redu, vse bo šlo, ne. Mi smo že igrali to. Ste imeli kak kombi, da ste vso opremo? Ja, tudi smo najeli včas kombi, ne. Je bilo, ste sami to postavili vse, zvočenje pa... Ja, nažalost, ja. To je bil tisti glavni garanje, ne. Tudi potem po koncertu? Ja, tudi. To so bili zvočniki težki, tam vsak je imel tam 35 kil, ne, pa ga nastojali to dati, ne. Mislim, zdaj ga ne bi mogel več. Sem rekel, dokler bom lahko tale zvočnik dvignil, bom igral, ne. Zdaj imam pa takale, ne, to je pa 7 kil, ne. Ja, čist drugače. Ja, to je drugače, ne. Zdaj v Kisovcu na Lokah, ne, je bilo veliko veselic včasih in jaz sem pred leti delal en intervju s Perom Dimitrijevičem in rekel se, jaz sem pa tu pel, zdaj beneški fantje so sem prihajali, Avseniki, so kar prihajali na veselice, ne? Ja, so. Pa so bile to zelo množično obiskane veselice? So bile, ampak niso bile tukaj, beneški fantje, pa ti so hodili. Potem je bil že delavski dom, ne, so imeli koncerte, pa to, ne, v delavskem dom. Drugače pa smo kar bolj mi igrali. Bolj domači, ne? Bolj domači, ne. No, pa smo v Toplicah, smo zelo veliko igrali, medijskih. Škoda, ne, ki jih ni več. Ja. Pa Zagorjani so bolj v kum igrali tam od zunaj, ne. So bili tudi, ne. Ste imeli tako malo porazdeljeno? Ja. Kaj pa Trbovlje, zagorska ekipa v Trbovljah tudi? Smo igrali tudi v Trbovljah, v delavskem domu, pa to, ampak so bolj Trbovci so hodili k nam, ne. V Toplice so hodili Trbovci, Izlačano pa ni bilo. Izlačano ni bilo. Trbovci so hodili potem iz Zaloge, z onega konca pa iz Celja, pa tam posod so hodili v medijske Toplice, ne. Tako da je bilo kar puno, ne. Zdaj, ampak Izlačano pa ni bilo, ne. Izlačano pa ni bilo, jaz tudi mislim, da so malo Izlačani kriv, takole, da je to propadlo. Medijske Toplice? Ja. Ja, včasih so nekateri pravijo. Še zdaj govorijo, ne, kakva sramota je to, ampak to niso podpirali, ne, tudi. V medijske Toplice? Ja. Nekateri pa pravijo, če bi Izlake postale svoja samostojna občina, da bi tudi medijske Toplice ostale.
Mogoče. Je pa žalosten pogled. Ja, Ne? žalosten pogled je to, ne? In tudi na medijski grad tudi žalosten pogled. Ne na zadnje smo imeli Vajvazorja, pa nimamo nič od njega. Ne? Vse propada, ne? Vse. Aj pa Gamberg. Ja, Gamberg tudi. Tako da jaz sem včasih kar malo razočaran. Vse je res to, ja. Še iz Čebinove škale, ne, se spomnim pokojnega Toneta Senčarja, je imel idejo take varovane stopnice, pa bife na vrhu. Na vrh, ne? Ja. Bi bilo res lepo, ne? Ampak tudi bunker nemški je že čisto sesut, ne? Tako da ni. Čeprav smo mi še velikrat gor hodili tudi. Ja, mi tudi. Ja. Je bilo lušno, ne? Pa neki prileteli, pa kamni dol letijo, pa ne tukaj hoditi, po kjer padel, ne? Pa se nismo glih sekirali otroci. Ja, nismo sekirali, smo kar šli. Ja. Zdaj ob koncu bomo slišali še eno pesem, ne? Hvala vam za vse, kar ste povedali, zanimivo je bilo. Samo to vas bom še vprašal, še kaj ohranjate stike z svojimi nemškimi sorodniki, pa z dolenskimi sorodniki? Ja, z dolenskimi ohranjam, ne? Ker velikih je v Ljubljano šli, ampak so tudi veliko pomrli že, ne? Ampak nekih je, ne? Z nemškimi pa niti ne preveč, ne? Je daleč, ne? Ja, daleč je, ne? Daleč je in nas niso obiskali, tudi mi pa nismo njih, ne? In se potem prekinejo vezi. Ja, se to prekine počas, ne? Hvala vam. Ja, tudi vam hvala, ne? Hvala pa tudi vam za pozornost in za konec, za slovo še ena pesem. Srečno. Prebudi iz spanja mirnega in začuti moč življenja svojega. Reke in potoki pesem svojo mi poju, travniki livade v soncu gozdovi zašumijo, vabijo gore, nad meglicami mi pohiti srce in prikaže se modrina kot ocean neba. Moje morje se smehlja i odpite Slovenija zelena. Moje si življenje, moj si dom. Od gora čez polja gozdovi skrivajo zorja, res najlepša si Slovenija. Plešejo
so na vse strani, na dežele na tem svetu lepše ni. Ljubite Slovenija zelena, moje si zavetje, moj si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, moja si. Kjer gozdovi skrivajo obzorja, res najlepša si Slovenija. Res najlepša si Slovenija. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter.